ta strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju je zastavljen tako, da začnemo z organizacijo in sistemizacijo delovnih mest. Organizacija in sistemizacija delovnih mest je temelj, na katerem seveda potem gradimo vse nadaljne kadrovsko poslovanje, upravljanje s kadri, ravnanje s kadri in druge kadrovske procese. To pomeni, da ko imamo postavljeno organizacijsko strukturo, ko imamo določena delovna mesta, seveda lahko potem začnemo sklepati pogodbe o zaposlitvi in ko sklenemo pogodbo o zaposlitvi, javni uslužbenec zasede delovno mesto za pač opravljanje dela, ki izhaja iz tega delovnega mesta, in od tukaj naprej se potem ukvarjamo z javnim uslužbencem, glede napredovanja, ocenjevanja in tako dalje. Zato je zelo pomembno, da imamo temelj, torej organizacijo in sistemizacijo postavljeno v skladu s predpisi, ker če se zmotimo že tukaj ali pa zadevo naredimo v nasprotju s predpisi, imamo lahko posledice v nadaljevanju. Posledice v nadaljevanju pa pomenijo lahko posledice za delodajalca, v smislu, da ima sistemizacijo v nasprotju s predpisi, ali pa posledice za konkretnega javnega uslužbenca, zato ker nepravilno sistemizirano delovno mesto, recimo, ima lahko posledice na njegov delovnopravni položaj. Zato je seveda pomembno, da začnemo v izhodišču in da seveda že v uvodu pravilno zastavimo zadevo. Jaz vem, da je to včasih problem. Vem tudi, da je v zadnjih letih problem, zato ker se vsaj delovna mesta kar precej spreminjajo. Na eni strani se spreminjajo zaradi plačnega dela, kjer jih uvrščamo v plačne razrede, na drugi strani se pa delovna mesta spreminjajo tudi zaradi pogojev, to velja za nekatere dejavnosti, kjer posamezni zakoni pač posegajo v pogoje za zasedbo delovnih mest in določajo izjeme. Recimo kot primer, nekaj let nazaj, ne tako daleč, je Zakon o zdravstveni dejavnosti določil drugačne pogoje oziroma je uredil prehod na druga delovna mesta za medicinske sestre. Potem smo leta nazaj imeli v upravi, kar velja tudi za občino, spremembe glede zasedbe delovnih mest, glede na spremenjene izobrazbene stopnje in tako naprej. Tako da tudi na tem področju je vedno kaj novega. Ampak ne glede na to, namen današnjega seminarja oziroma današnje delavnice je, da mi pogledamo, torej najprej pogledamo, kako je urejen javni sektor, kamor seveda vsi mi danes prisotni sodimo. Zato, ker sistemska ureditev in predpisi javnega sektorja so tudi podlaga potem za določanje organizacije in potem nadaljevanju tudi za sistemizacijo. Pogledali bomo pravne podlage za sistemizacijo delovnih mest, pogledali opredelitev pojmov, ki za vse veljajo, kar je še vedno kdaj problem, ker ima potem lahko v delovnopravnem smislu tudi posledice. Potem si bomo ogledali vsebino, tukaj sem zapisala akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Vsi, ki ste danes prisotni, verjetno temu aktu rečete pravilnik, zato ker si lahko to dovolite, bom rekla, namreč v upravi ne moremo sprejemati pravilnikov, zato ker pravilnik predpis, ki ga izda minister, medtem ko v drugem delu javnega sektorja pa lahko aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji rečete pravilnik in torej imamo pravilnike o notranji organizaciji in sistemizaciji. V zvezi s tem si bomo pogledali najprej nekaj zadev okrog notranje organizacije in potem sistemizacije in pa na koncu postopek sprejemanja.